Naša kmetijska zadruga je bila ustanovljena leta 1900, tako da letos obeležujemo 117 let delovanja zadruge. Avtohtone sorte predstavljajo za nas kulturno dediščino, ki jo je vredno ohranjati. Gotovo so naši predniki v teh sortah videli nekaj več, da so jih toliko let in desetletij pridelovali. To zapuščino, ki smo jo prejeli od njih, pa želimo ohranjati in prenašati tudi na naše otroke in potomce. Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj so se z veseljem odzvali našemu povabilu in v okviru projekta Špar kot nekoč skupaj s 4 kooperanti pridelali čebulo Ptujska rdeča. Sva Sandra in Matjaž iz kmetije Čeh. Sama nisem iz tipične kmetije, sem bolj iz vrtnarske družine in odraščala sem ob konjih. Vem pa, da so se moji predniki ukvarjali z čebulo, saj so jo predelovali in z konji vozili na sejem v Varaždin. Kot pravi Sandra Čeh, so avtohtone sorte zelo pomembne, saj so del naše kulturne dediščine, na katero moramo biti ponosni. Enakega mnenja je tudi Ida Obran. Pravi, da pridelava čebule Ptujska rdeča ni tako enostavna, saj moraš biti pri delu izredno natančen. Predvsem pa si je treba vzeti čas. Pa moramo vsaki luk še enkrat imeti v rokah, da ga spucamo, pa mu še cimo dol prav drežamo, pa tote žmice, tako še nas čaka puno dela. Do luka imamo ekstra spoštovanja, žin delamo tako skoro kak z jajci. Zahvaljujemo se Kmetijski zadrugi Ptuj in vsem 4 kooperantom, kmetijam Čeh, Obran, Korošec ter Vidovič, da so za nas in za vas pridelali čebulo Ptujska rdeča. Za konec pa vam bosta Ida in Nina iz kmetije Obran pokazali, kako se splete pravi ptujski čebulni venec. Za krence nucamo samo lepi luk. Luk mora imeti lepo cimo, tako ga podle lahko vpletaš. Vsaki krenec mora imeti 12 lukov. Nucamo rženo slamo, to je dolga slama. Vsaki luk pa mora imeti svoj plat, zato ker taki luk krenci dolgo zdrži.